En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v četrtek. Zdaj bi rekla 2020, pa ni 2020, zaradi tega, ker ob 20:00 imam skupino, s katero grem na obred. In bom zato to zdaj naredila, malce prej. Ja, tako je, čas, kjer je več obredov, potem pač je potrebno malce tudi prilagoditi svoj ta čas, kateri bom z vami. Današnjo temo, katero sem izbrala o zaupanju, ker se mi včasih zdi, da zelo premalo se zavedamo, kako je pomembna ta vrednota in na kaj vse vpliva ta vrednota pri nas. Evo, to je moj Amori mi hoče povedati, da je čas za ven, tako da ne, Morika, ne zdaj. Zdaj ste ga prvi slišali, da tudi on je glasen. In sicer, zdaj srčno upam, če bo tiho, ker če ne mogla še enkrat video posnetana. Ali pa bom poskušala biti kratka, da bom lahko tudi mojim se posvetila. Najprej začnemo tako. Jaz sem malo naštela nekatere alineje čisto zgori, naprimer, ko si človek zaupa, je garantirano tudi uspešen. In vsi tisti ljudje, ki so uspešni, si predvsem zaupajo. Kje pa se začne to naše zaupanje, bomo pa sedaj, malo me moti, ker mi zdaj tamle stoka, ampak ne. Bom videla, ker če njega je treba ven spustiti, pa mu dačke brisati, pa ga polno dodati. Ampak se je bil malo prelozovni. Ne, pejt sem pridi, hitro, sem pridi. Hitro pridi sem, boš tukaj z mano. Ne moš se tam idreti, pejt sem, tule. Ga bom kar sabo vzela, da te vidim tiho. Pridi k meni, pridi k meni. Ali pridi, ti moj velikan. Evo, to pa je naš Amor, to pa je naš sonček Amor in zdaj bo on tlele pri meni, če bo pa smrčal, je pa tudi uredno, bomo mogla pa s tem prekončati. Ok, evo, Mori, tudi ti si dobil kak srček zaradi tega. Da se vrnemo nazaj. Zakaj me je tudi spodbudilo vse to? Predvsem zaradi tega, ker sem imela rojstni dan, preživela sem 3 dni čudovite z možem in predvsem z vsemi tistimi, ki so mi res dali izredno lepe čestitke. Jaz vam sploh ne znam povedati, kakšne srčne čestitke sem dobila, ne samo tisti dan, pa drugi dan, pa tretji dan in tako naprej. Polna sem šopkov, to pomeni cela hiša je šopkov. Včasih se moj mož zafrkava in reče, da tako smrdi, tako kot veste, na pokopališču, ko greš v vežico, ker je toliko rož, kaj pridete not v vežico, ampak jaz rečem, jaz jih imam rada in to je moje najljubše darilo. Evo, Linka, ja, res sva krasna. Hvala za to. Ok, gremo se dotakniti, kako pridobimo zaupanje, da bom res kratka, sladka, pa da mogoče od tega potegnete 3 stvari, katere vam lahko pomagajo naprej na vaši poti. Ok, prva zadeva, katera je res pomembna, da včasih se premalo zavedamo, koliko je potrebno delati na tem. Ponavadi, ko ljudje grejo z mano na obrede, pridejo tako srečni, zadovoljni 2 do 3 tedne in potem zakaj? Zadovoljni so predvsem zaradi tega, ker so takrat v zaupanju v sebi. In takrat, ko si zaupajo, vse je lepo in prav. In prav zdaj včeraj sem govorila z 2 mojima, ne vem, krasnima, ne bom rekla stranke, to več niso stranke, to so sestre, ne vem več, kako ne rečem, ker se mi je ena mi je izpostavila, to je rekla, oh my god, ko grem na obred, sem konstantno noter v tem joju. Evo, moji se že prijavljajo na Teamse, pa še ni to kura, da je skozi v joju, ampak ta joj pomeni tudi to, zato ker si zaupam in da mi je vse poteka lahko. Kaj to spet pomeni? Da kakršnakoli, ko pride kakršenkoli izziv, ne domnevamo, ne postavljamo 500 analiz, ne analiziramo, ne kalkuliramo, ampak prepustimo in rečemo, življenje že ve, zakaj tako počne. In ja, se strinjam, ne moramo iti na en obred in kar misli, da je to noter v nas. Zaupanje je ena izmed najbolj pomembnih vrednot za grajenje in zaupanje je grajenje ljubezni. Bolj, ko mi sebi zaupamo, bolj se imamo radi. In predvsem na kak način obstaja 101 tehnika, ampak predvsem, da veste, bom zdaj nekaj jih podala takih, katere se takoj odločite, da to pač ni dobro. Ampak preden bom to podala, vam bom še povedala, kje izgubljate moč, vpliv,
energijo, lahkotnost in vse to, če nimate zaupanja. Če ne zaupate sebi, vi ne morete zaupati delodajalcu. Ni šans. Naprimer, če zdaj vzamemo, če pogledamo strani delodajalca. Če ne zaupate delodajalcu ali vodi, komorkoli pač je, ne morete zaupati v produkt, ki ga prodajate. Zaradi tega, ker vedno vas lahko kdo spravi s tira, ali je to okolica, ali je to tako, ker, no, to je pa pol naslednja zadeva, katero bi, ali pa kar zraven se bom dotaknila. No, in to je bilo čudovito včeraj od ene moje sestre, ko je, pač primer imajo pri meni na coachingu, da naj opišejo vsaj 3 vzornike in zakaj so oni njihovi vzorniki. In ta moja sestra, ali pa ena izmed teh mojih čudovitih soustvarjalcev moje akademije in tako naprej, mi je opisala 3 čudovite osebe, ampak čisto vsaka od teh 3 čudovitih oseb, ki jih je opisala, si izredno zaupa, izredno verjame to, kar počne. Vse 3 so dokaj različne, na različnih področjih, ampak zelo uspešne. In uspešen je lahko človek, če si samo zaupa. To pomeni, bolj ko vi dvomite vase, bolj se vam dogaja, da ste nezadovoljni z vodjo, z tem, kar počnete, iščete 101 razlog, zakaj niste uspešni. In tukaj se potem tudi ta energija zgublja na način, namesto da iščemo priložnosti, mi začnemo iskati izgovore, zakaj do tega prihaja in ponavadi, kaj se zgodi. In zdaj lahko, da se boste našli, zato pravim, lepo prosim, da je to ena taka tema, ki se mi zdi izredno pomembna, da veste, kaj se lahko začne dogajati. Joj, kriva je cena, kriv je čas, kriva je, ne vem, zdaj to, kar se dogaja v državi, potem krivo je, ker ljudje ne dajo zdaj na to, dajo na ono. Joj, my God, to so resnično samo izgovori, ki pa niso izgovori širši, ampak so to izgovori noter v vas. In če se vam to dogaja, če se vam to, ali pa kaj je bilo tudi zanimivo, ne vem, ta napolni cele dvorane, mi pa ne, ali pa to, pa halo, to so drugačne stranke. To pomeni, izhajmo iz tega, da ne, ko delate konstantno, ko se primerjate z nekom drugim, kao učili so nas na faksih, da je treba delati benchmark. Se strinjam, ampak najprej je treba slediti sebi. In ko sledite sebi, naprimer, včerajšnja sestra, vse 3, katere je naštela, mi ni zraven povedala kakega benchmarka, ampak so to posebne osebe, ki vedo, kaj hočejo v življenju in predvsem si zaupajo. Tako da, bolj ko boste delali na zaupanju, več ljudi boste takih privlačili v svoje življenje. Ne boste dvomili v svoje odločitve, ne boste se sprašvali. Jaz bom malce podelila mojih nezaupanj, to meni mojih dvomov, da boste razumeli, če se vam slučajno to dogaja, da boste vedeli, kje se nahajate in kako je potrebno ven iz tega iti. Spomnim se, dobro, zdaj, da opisujem življenje v Zlatarni, je bilo drugačno. Od leta, ko je človek mlad, to meni pri 25, ko je kot buldog, mislim, mavrična boginja, to je za mojo drago Mojco, ki pa tudi praznuje kmalu 50. rojstni dan. Oh my God, jaz imam toliko veliko vodnarjev okoli sebe. Moja Mojca praznuje 50. rojstni dan, potem moja stranka praznuje čez nekaj dni 70 let. Mislim, čudovito, vodnarji smo res neki taki posebni. Saj upam, da nas tako vidite, da smo posebni. Ampak se ni važno, vodnarji smo res posebni. Ok. In pri teh letih takrat bi težko govorila, da sem si zaupala, vendar sem pa zaupala. Zaupala sem vodi, zato ker sem zaupala, ker sem hotela biti taka kot ta oseba. To meni všeč mi je bilo, da je uspešen, všeč mi je bilo, da je premožen, všeč mi je bilo, da ima vpliv, všeč mi je bilo, da se lahko odloča in sem zaupala temu. Če nisem mogoče sebi zaupala, sem zaupala temu, kar vidim in nisem dvomila v to. To meni, ko je bilo povedano, odpirajmo trgovine, je bilo za mene številka napisana, ne glede na to, je to možno ali to ni možno. To je pri meni šlo. Danes seveda ne bi na tak način takoj odreagirala, ampak zdaj pa poglejmo, da malce podelim, kje pa se mi je dogajalo nezaupanje in kaj sem potem počela. Največkrat,
ko ne zaupate sebi, sprašujete okolico, kaj misli glede tega. Radi sprašujete in vprašate, kaj pa ti misliš, kaj pa ti misliš, kaj pa ti misliš, kaj pa ti misliš. In okolica, zdaj, tako, če boste šli spraševati podobne kot ste vi ali slabše kot ste vi, ko govorimo slabše, to samo govorim, da so manj naredili v življenju kot ste vi, je že tam toliko dvomov, da jih boste samo dobili še določene rukzake. Če greste spraševati take kot ste vi, pa veste, da ste približno 50-50, kaj lahko, da se vam bo zgodilo, da se bo utrnala kakšna ideja, lahko pa da bo preveslo vsem, da raje ne. Če pa greste spraševati tiste, ki so boljši od vas, je pa poanta v tem, ko se za to odločite, da ko vam reče oseba, da znate res čutiti srcem. Zakaj? V skazi, še prej, ko sem bila v skazi, to pomeni rečemo enih 10 let nazaj, mogoče še malo več, ne, kar 15 let nazaj, sem rada spraševala, res sem rada spraševala te uspešne podjetnike, kaj pa vi mislite, kaj pa vi mislite, kaj pa vi mislite, kaj pa vi mislite, ful dostikrat sem vprašala. In zelo sem znala začutiti, kdaj so mi rekli, pejte pa deli to, in sem sledila, kdaj sem pa začutila, da ne mislijo, mislim, da mi govorijo nekaj, v resnici pa ne želijo, da to naredim, tako, ali pa so rekli, ja, ne to naredite, ker pač začutite to energijo. Danes, ali pa rečemo tako, v 3 letih, kako se je inštitut ustanovil. In marsikdo ve, da inštitut se je ustanovil tudi na način tega, da sem začela z obredi. Eden izmed delov, najprej so bili coachingi, potem so bili pa obredi. In ko sem to predlagala marsikomu od teh mojih podjetnikov, jaz nisem jih vprašala za nasvet, kaj oni mislijo, ampak ko sem jim predlagala, so najprej bili skeri, zakaj bi jaz hotel vedeti zdaj, ne vem kakršnokoli resnico, pa to, jaz sem srečen, jaz sem uspešen, jaz ne rabim ničesar, jaz ne želim živeti v resnici, ali pa, naprimer, za mene je moja resnica prava resnica in niti nočem druge in nočem drugim govoriti resnico in tako naprej. No, ampak kaj je bistveno vsem tem, Ko ti zaupaš v sebi, v sebe, te ne spravijo iz tira možni odgovori, ki jih slišiš in samo slediš in rečeš na drugi strani rečeš, ni še pravi čas. Ne rečeš, da ni prava stranka, ampak ni še pravi čas. Marsikdo še nima potrebe spoznati v resnici, kdo je. Marsikdo še mora biti najprej pav, da lahko sploh pride do resnice. Kar pomeni, da bolj, ko boste zaupali sebi, bolj ne boste se dotikali prav strank na način, da boste rekli, ja, ni prava stranka, ne ve gor dol, ampak boste samo rekli, ni še za to stranko pravi čas. In se boste lepo odmaknili in šli v sebe, verjeli sebi. In bolj, ko verjamete v sebe, tako kot pravim, bolj se imate radi, bolj veste, da to, kar počnete, privlačite v svoje življenje ljudi takšni, ki si zaupajo ali pa ki vam, tudi če oni sebi ne zaupajo, začnejo zaupati vam in ne dvomijo in kje se nam to poruši, koliko je ura, kje se nam to poruši, 19:35. Poruši se nam, naprimer v šoli nas učijo, ne v šoli, gremo tako, kot majhni otročki smo bili najboljši otroci, ko smo bili pridni, kak je moj otrok pridno, kak moj otrok lepo dela, to pomeni, ko smo ubogali starše, na nek način smo jih ubogali, Jaz da vidim, zakaj imam enega takega upornika, in mi je čisto vseeno in rečem, hvala Bogu, mogoče mu bo pa to koristilo v življenju, ta drugi je pa tudi tak lahkoten in tudi rad izrazi svoje mnenje, pove, kdaj bi in tudi dovolim. Še vedno sem starš, ampak ne želim, oziroma res pa ne želim, da mi samo sledijo. Potem pride v osnovno šolo, smo starši najprej tako obremenjeni s temi ocenami, da mislimo, da so ocene vse, Vsak od nas, čisto vsak od nas, vsi vi, ki mi gledate, ki me spremljate in veste, da so ocene samo en delček neke, še sama ne vem, da danes nam te ocene marsikaj, rečemo tako, mogoče smo bolj dojemljivi za znanje, ampak to pa ne pomeni, da smo pa bolj iznajdljivi, da smo bolj vztrajni. Mislim, da tega nimamo. Gre se bolj to, da smo bolj odprti za znanje in mogoče znamo
nek določen povzetek narediti hitreje kot pa nekdo drug. Ampak resnično poznam pa ljudi, kjer so bili z mano v sosednjem razredu ali pa nekje moja generacija, ko so končali, z zadostnim uspehom osnovno šolo ali pa z dobrim uspehom, pa so danes odlični v tem, kar počnejo. To pomeni, zgradili so se, dovolili so se zgraditi, dovolili so se pokazati. Tako da, delali so na sebi. Tako da, zaupanje v šoli, takrat ga ne dobimo, takrat samo sledimo nekomu. In bolj ko sledimo, bolj nas imajo radi. In s tem tudi mi potem dobimo to ljubezen. Pa pridemo pa v službo, pa v službi pri nas zahtevajo, v vsaki službi zahtevajo, da smo ustvarjalni, da smo iznajdljivi, da smo ustrajni, da verjamemo v to, kar počnemo, da dajemo rešitve. To pa nima veze s sledenjem. To pomeni, to je pa veza, to je pa najprej z vrednoto spoštovanjem, ali spoštujemo tam, kamor smo prišli. Jaz sem prepričana v to, da je naša generacija, to pomeni moja generacija tam, jaz sem 76-letnica, da je ta generacija, rečemo tam do 80. leta ali pa mogoče 1980 ali pa pol malce kasneje še, da smo dosti bolj spoštljivi bili do delodajalcev in dosti bolj smo jih gledali na način, da nekaj moram narediti, da lahko uspem. To meni, dosti smo dali na to, da tako je pred nami, da nam ta daje znanje. Danes gledam, da mlajši niso več taki, so kar dosti drugačni, zato ko že vidim sina mojega, kokrat mi reče, mama, nimaš pojma, in pa rečem, ok, imaš prav, saj res v tem mladem svetu so te stvari drugačne. Da je drugačna generacija, tudi generacija bolj ta start-up, bolj odprta. Ok, ampak da se vrnem nazaj. V šoli nam niso dali zaupanja, v šoli so nas naučili sledenja in spoštljivosti. Spoštljivost v vsakem primeru je največji odraz osebe, ki lahko potem pokaže, kamorkoli gre, da so je vrata odprta. Ampak da pa pokažete, kako ste uspešni, kako verjamete sami vase, je pa vsekakor zaupanje. In da mogoče še končam, čak da vidim, kaj sem si napisala, ker malo sem si pa napisala neke določene stvari, katere sem želela podeliti. Da to je prva vrednota, na kateri bi jaz delala. Z mano tisti, kateri grejo na obred, potem tako vidijo, da je to ena izmed najbolj pomembnih vrednot, to je potem premalo. In jaz to potem skozi celo akademijo utrjujem. Zaupanje je vsem. To pomeni v tem, kar počneš, v tem, kdo si, v tem sparte, vse povsod je zaupanje. Zame so, na primer, domneve nekaj, včeraj mi je napisala ena izmed mojih prvih, rečemo, svetovalk, sem napisala, da se držim njenega reka, ki mi ga je pred leti dala. Ona mi je to dala. Jaz najprej mislim, da je to afirmacija. Ona mi je dala, sem bitje luči, resnice in ljubezni. In potem je napisala, Tanja, to ni afirmacija, to je tvoje vodilo in to vodilo te spremlja. In res je. Pred leti sem se odločila, da vse, kar bom počela iskreno, bom počela pozitivno naravnano in iz ljubezni. In domneve so tudi znak tega nezaupanja. To pomeni, ko mi nečemu ne zaupamo, mi iz muhe slona naredimo. In ta slon postane vedno večji. In zakaj bi domnevali? Lepo prosim, vzamite si knjigo od Miguela Ruca, ko piše 4 dogovori, 5. dogovor, 4 dogovori. Ja. In tam noter piše, kako te domneve slabo vplivajo na naše življenje. In manj ko zaupate, bolj to prenašate na svoje otroke in otroci potem v resnici ne bodo vedeli, kaj je resnica, ampak bojo kar tako nekako okrog govorili, ne pa izrazili svoje jasna pričakovanja. Ok, da vidim, kaj sem vam še želela povedati. Vsi smo se prišli učiti ljubezni, tako da, dragi moji, vsi, čisto vsi, nič niste drugačni. Danes sem dala, da ne bi zdaj ponavljala tisto, kar že napišemo. Samo skozi bolečino, skozi rano boste lahko začutili, koliko ste boljši tako noter v srčku, koliko več se spoštujete, koliko več se imate radi, koliko več se cenite in koliko verjamete vase. Tako da, zato so tudi naši lončki z afirmacijo oziroma simbolom ljubezni. Tako da srčno upam, da vsi tisti, ki jih imate, da pijete, tudi afirmacija, odpiram se za ljubezen, to pomeni odpirate se zato, da si zaupate. Grem še naprej pogledati, če sem karkoli takega.
Aha, nekaj bi še rada podelila. Res bi rada nekaj podelila. Domneve sem povedala, delajte spremembe. Če si ne zaupate, ne morete delati spremembe. Potem posledično ostanete, stojite na mestu, stopicate, čakate. Ja. Bolj, ko si zaupate, bolj ste pogumni in to vas potem opolnomoči, da lahko naredite korake naprej. Ok, to sem želela eno zadevo še podeliti, ki se mi zdi tudi pomembna, čakajte, to ne bom. Za vodje sem vam rekla, isto tako za partnerja. Vse veste, da je isto. Ona? Ko vi ne zaupate sebi, ne morete zaupati partnerju. Ona? In potem je poanta, ko nekdo reče, jaz brezpogojno zaupam partnerju. Ona? V resnici vidim pa, da ima 100 domnev v službi, a bi, a ne bi, a bi bilo to prav, zakaj pa to, kaj pa oni, gor dol sem tja. To ni, to je isto. Če vi zaupate partnerju, zaupate sebi in zaupate v podjetju, kar počnete. Če pa ne, pa greste, se odmaknete in naredite spremembo. Naprimer, danes ne verjamete v tak produkt, katerega prodajate. Ne iščete izgovorov, zakaj ne gre. Nimamo tega, nimamo tega, nimamo tega, nimamo tega. Ko bomo imeli to, bo se pa naredilo to. Ko bomo naredili to, se bo pa naredilo to. Lepo prosim, stavite, naredite korak naprej, zamenite, ker v to vidite, da to ne verjamete. Ne, upam, da bo to koristilo. Ok, ena zadeva, pa ja, zaupanje ni tako, da boš danes dobil, pa boš pol kar skozi zaupal. Nekdo me vpraša, glede na to, da me gledate dosti bolj poslovni ljudje, nekdo me vpraša, kako pridobiti, ne vem, zaupanje do partnerja ponovno. In jaz mu rečem, a si uspešen v službi? Super, poznaš plane, veš aktivnosti kakšne. V čem je razlika? V čem je razlika? Čisto isto je tle treba začeti delati na začetku. To meni narediti plan, kako želim zaupati partnerju, postaviti aktivnosti, predvsem pa pred zaupanjem partnerjem se pa vedno začne pri nas. Vedno se začne pri nas. No, in zdaj bom podelila še eno zadevo, katera se mi zdi smiselna. Mislim, danes je bil cilj predvsem to, da se sami iskreno vprašate, sami pri sebi, koliko v resnici si zaupate. In če imate od 1 do 10 in rečete, da ste na stopnji tam 5, bi vam rekla bravo, čestitke, zdaj pa vztrajajte, delajte na tem zaupanju, preverjajte se. Ko se vam zgodi, da dvomite, se kar odločite, nič analizirate, rečete, sledim srcu, grem naprej, ker samo skozi napake se boste naučili, da postanete še boljši in boljši. Če ste na 3, bi rekla absolutno, my God, takoj se prijavite na obred, če ne še boljše na šolo, na akademijo, ker tako imate noter, imate tudi obred. Tisti, ki ste na 7, mislim, jaz ne bom rekla tako, jaz sem na 10, ki delam na tem, to meni konkretno delam, konstantno delam na tem, da si zaupam, vsakeč si zaupam. Ko vidim, da malo podvomim, grem ponovno na to. Mislim, ponovno rabim prave afirmacije, ponovno pogledam, kaj me niha, kje se mi je spet ta dvom pojavil, da me niha, to meni, da sem dejansko padla v ljubezni in seveda mi potem dejansko se znam tudi pripraviti, da se dvignem. Ampak res tam pod petko je pa res sumljivo že in potem težko, da človek je lahko res uspešen. Tako, 7, 8, sprejemljivo, 10 pa top. Tisti, ki imate 10, pa pridite k meni, no? Tisti, ki pridete k meni, ki sami verjamete. Vete, kaj sem prevčerajšnjem podelila moje Edisi. Vsega, draga Edisa, tako bi si želela, res bi si želela, od mojega 22. leta, dragi moji, od mojega 22. leta, jaz vodim ljudi. Tako bi si želela, da dobim v inštitutu osebo, ko bo ona mene vodila. Ko bo ona vedela, to ja, to ne bomo zdaj, to bomo zdaj, to bomo tako, to bomo takrat. Imela sem eno čudovito tajnico v Skazi, ki je potem, sta se pač direktorja odločila, da je več ne bosta imela. Ona je bila tako moje, my God, ki je klapala z mano na način, ker me je znala postaviti v red. Imela je zelo rada red in je potem ta red postavila. Evo, in jaz tudi to sem vam hotela povedati. Jaz vem, da sem vizionarka. Vizionarji smo zelo ustvarjalci, radi sanjamo. Jaz rada grem na hrib in sem gor na hribu in sanjam in razmišljam in naredim že kar nov plan. Ampak to zdaj ne pomeni, da si ne zaupam. Vem pa,
tam, kjer nisem dobra, da nujno potrebujem osebo, ki je dobra v tem. In tam ji 100% zaupam. 100%. No, in tu bi zdaj rada podelila. Od leta 2007 uporabljamo PXT teste. To so psihometrični testi, uporabljamo v skazi. In letos, oziroma lani, sem se odločila, pa zakaj za božjo voljo jaz ne grem te teste certificirati, če jih uporabljam. In potem, zdaj pač hodim na predavanje, certificiranje psihometričnih testov. Dragi moji, to je drugače, jaz sem rekla mojim v skazi, to je najlepša naložba, katero smo zdaj naredili zame v skazi, zaradi tega, ker preko psihometričnih testov vi dobite jasno vaše sposobnosti, lastnosti in tudi vaša poklicna sidra. Ampak ne samo to. Mi to že uporabljamo 15 let in smo to imeli predvsem za razgovore, za izbiro kadra, potem za talente, nismo pa uporabljali za coachinge, nismo uporabljali za napredovanja in za marsikaj drugega, kako lahko človek se razvija. No, in kaj bi želela samo to podeliti? Jaz, ko se vpišem na kakršnokoli izobraževanje, kakršnokoli predavanje, jaz se vpišem z odprtim srcem in 100% zaupam. In ker 100% zaupam, jaz tako napolnjena, ko končam tisto predavanje ali pa karkoli sem, noro, da bi s celim svetom podelila, vse moje pokličem, gremo takoj treninge narediti, gremo nekaj preveriti. To je to. Ko ti zaupa sebi in ko se ti nekaj odločiš, ti nikoli ne greš dvomiti, ali je bila to prava odločitev. Tudi, če pa ni bila, te pa pot pelje potem še naprej, ampak ne dvomiš v to, kar si se odločil. Evo, tlej bi končala. Mogoče, če si boste prebrali kaj mojih tistih nazaj nekaj postov, kjer sem predvsem pisala o zaupanju. Zaupanje je osnova čisto vsega in bolj, ko si zaupamo, bolj smo srečni, bolj smo uspešni, lepše ljudi privabljamo v svoje življenje, predvsem kar pa počnemo, živeti Jan, bolj kar pa pričnemo, bolj pa smo v svojem joyu, v svoji lahkotnosti, dovolimo si biti lahkotni, ne utrujemo se v življenju, ne delamo, da mislimo, da je treba preskakati ne vem kakve ovire, ampak lahko delamo majhne ovirice, preskočimo, pa nam je vseeno lažje, pa nam vseeno dobro gre. Tako da en čudovit vikend vam želim, imejte se lepo na počitnicah, tisti, kateri greste sedaj. Mi na Štajerskem imamo ta teden, sem glede na to, da jaz nekaj ekstra ne smučam, moji so se malo nasmučali, jaz sem se pa vseeno posvetila sebi in mojim dragim strankam, s katerim grem na obrede, na akademijo, tako se veselim. V mesecu februarju, v tem mesecu se mi začenja druga akademija, nadaljevalno že imamo. Imam 3 obrede v tem mesecu, tako da veliko kaj se dogaja. Tako da, dragi moji, predvsem si zaupajte, gledajte svojega srca, če pa je kakršnokoli vprašanje, mi ga pa lahko postavite, drugače pa ja, zdaj teh vprašanj, ki mi jih postavljate notri, je ogromno. Ne pričakovati, da lahko z enim vprašanjem, zadnjič mi je napisala gospa na YouTube, kako vem, da ljudje, ko napadajo, da so to njihove bolečine. Zato, ker ljudje, ko nimajo bolečin, oni nikoli ne napadajo. Oni tudi nimajo potrebe napadati. Oni nekaj slišijo, nekaj ne slišijo in spustijo. To pomeni, ko se pri nas do krega, lahko je slišim, lahko pa ne. Če me bo potegnalo, če pa ne, pa ne. Tako da, vse je vedno povezano z nami. V življenju vedno privlačimo točno take ljudi, kot smo sami. In odreagiramo iz naših bolečin, ne iz tujih. Čudovit večer vam želim. Pa kak moj lonček. Je pa fajn je doma. Odpirate se za ljubezen, s tem pa se odpirate tudi za zaupanje.